Kaj morate vedeti o tej oddaji? Prva stvar, edina, ki je res pomembna, namenjena je samo vaši zabavi, uživajte skupaj z nami, nasmejte se malo. Druga stvar, ki jo tudi potrebno vedeti, nobenem od naših gostov ne bomo dali 50 000 evrov nagrade, bilo kjer igrci zmaga, kar pomeni, da bomo ta denar obdržali za nas in ga vrgli v produkcijo in z našim budžetom vidite, da lahko snemamo to do konca sveta. Tako da dobra novica, če smo vam všeč, slaba, če vam nismo. Ampak misliš, da si zasluži kdo vseeno 50 jurjev od naših gostov? No, bomo videli. Dajmo jih povabiti v studij. Da vidimo, koga imamo. Pridite. Lepo pozdravljeni spet v našem studiu, ki se je ponovno čarobno napolnil, kot bi se moral. Novi 4 gostje, začeli bomo kar kot ponavadi na moji desni. Ni sicer to zdaj z nekega spoštovanja, ampak tudi je, ker zdaj, če pomislim na kako zvezdo, se nobene ne spomnim, ne? Ampak tisto obdobje na Euroviziji, pa Đuli, pa to mislim, da tisto euforijo bi lahko malo zbitli, že skoraj primerjali, kakaj je bila v Jugi, ne, Daniel? Je bilo tak? Ja, tako hitro govoriš, ampak vse sem razumel. Si, ne? Prije svega pozdravljam sve naše goste, to jest pred malim ekranima. Seveda. Danas snimaju male ekrane, svi imaju one velike po dijagonali, 150, 170. Maja, koliko stane? A ne, više nema tih malih. Zelo sem zadovoljan, kad sam danas tu tle z vami. Upamo da se bomo lepo imeli, se bomo lepo pogovarjali. Bomo. Da bomo prišli do besede. Morali boste, zdaj pride do besede. Kak je, ko si res zvezdnik? Ker za tabo so se pa res metale takrat, ne? Se spomnim živo, vsi smo hoteli biti Daniel, Čupa, Leder. Ja se nikoli nisam ukvarjao glazbom, to jest, to kaj ne ve. Ja nikoli nisam se ukvarjao glazbom zato kaj da bih dobio kakšno puncu ili to, nego zaradi ljubezni do glazbe. To je res. Je res? Ja, super. Moja mama je Belgijka, oče Črnogorac. Tako da sam ja Črn-bel. Zvezdnota kombinacija. Tako. Ampak dobro od obeh dveh, ne? Čokolada na eni strani. Tako da je glazba na prvo mesto. Glasba je vedno. Daj, spomnimo malo, ker moram spet čuti Đuli. Zadnji presnjo manca, tako da jo najdem, medtem ko jaz sem se besedila glatko spomnil, ne? Stigla je sama Saljeto. Prišla je rekla, hello. Ampak ja sam špilao gitaru in končao glazbenu akademiju za klasičnu gitaru, kaj nihče skoro ne ve, ne? Ampak skladam na to, ampak petje je prišlo tek na koncu, sasvim slučajno. Manca, daj da vidimo kak je to petje zgleda. Znao sam samo njoj, da zove se Ja, kak to spomine nazaj pripelje, kak smo na to pesem skakali. Ti si pa res imel hite, ja. In gremo dalje, da ne bomo zamudili, ker gremo tako po vrsti. Eva Centrih, lep pozdrav v naši družbi. Končno sem dobil eno moderno službo v mojo oddajo, da mi jo boš malo razložila, ker to mojih hčerke pa vsi hočejo biti, 11 let sta stari, modna vlogerka, blogerka, ne vem kak se reče, influencerka. Vlogerka snemam. Aha, bloger vlogerka, je tisti, ki piše, vloger tisti, ki snema. Razložimo malo to. Najprej dober večer tudi gledalcem z moje strani. Torej, vloger je video na začetku. Tako. Daj povej mi, koliko je potrebno, da content narediš, koliko trdega dela. Mogoče je to s tem tudi fajn začeti izpostaviti, da je dela v ozadju veliko več, kot zgleda na ven, kar smo delno tudi krivi mi, vlogeri in tudi blogeri sami, zato ker vedno kažemo, ko smo na dogodkih, ko dobimo kakšen paket presenečenja, nas podjetje obdari s kakšnim darilcem in valjda je to fajn za videti in si vsak misli, jaz bi tudi to, ne. In zdaj dejansko se dogaja, da bi mladi ljudje radi po poklicu bili blogeri oziroma vlogeri, je pa v zadju ogromno enega odrekanja. Jaz se spomnim, velikrat je bilo v petek zvečer, so me punce vabile ven, jaz imam pa vlog za posnet. Eva, a gremo danes na kakšno pijačko? Ja, dobro, da imaš to delovno disciplino, ne? Ker meni vedno, ko so rekli ven, najprej sem sicer rekel, gled, jutri učice, moram gledati, pa če imamo to, dobro, grem, no, na koncu sem vseeno šel. Moraš to imeti, da na koncu je nekaj več, tako lahko vidimo mogoče malo Evo v akciji, ker 100% vem, da ima Manca kakšen video tudi od nje. Evo mene v
Egiptu v Hurgadi. Danes je najin drugi dan, počasno se na vse prevarila, tako da sem rekla, da začnem z vlogom. Ful je lepo, mislim, na enih mestih je ful lepo, na drugih mestih pa se vidi tako malo revščina. Se vam vse zanimivosti še povem tekom vloga. Včeraj smo sedeli na pijački v lokalu in je bilo toliko noro vroče. Res vročina praktično ne popusti. Ura je bila tako 10 zvečer, pa je tekala z mene, ker smo pili koktejle, tako da ja, vroče je za popine. Velika je. Dobro, vidim, da imaš konkretni vlog, taki življenjski, pa to, kaj je bila to Hurgada, sem prav videl? Tako. Jaz sem bil tam, ni tam malo prepovedano, tudi bikini pa tak, ali imajo Egipčani so se že... V tem delu se mi zdi, da so se že V navadili. hotelih si lahko taki, ko si, ne samo na cesto, moraš paziti, ne? Ja, super. Se strinjam. Se bomo še vrnili nazaj? Pa v taksi, bog ne dej, tako prideti oblečen. Ja, ne, ti kar pridi, tako Pri oblečen. Tudi če domačinih. sam priješ, ni problema. In gremo, najprej mu damo. Kaja, pozdravljena, Kaja Grozina. Dober večer. Ti imaš tudi za punco dokaj nenavaden poklic, stand-up komik, čeprav to je dan danes že kar normalen poklic tudi za ženske, je tako? Ja, res je, sicer nas je zelo malo. A tako malo vas ni, ne? Jaz zdaj kot sma nipša, kar mečem jih iz glave. Ja, na prste ene roke jih lahko prešteješ. Ne, samo res, jaz sem dve samo naštel, tako da toliko jih spet ni. Ja, veliko več je moških v stand-upu, kakor žensk. Ja, moški si rečemo, ne, ženske imate vedno, da ste lahko greste, bom pač striptizeta, če mi ne rata karijera, ne, mi pa bom pač stand-up, če mi ne bo ratalo v oni službi normalni. To je tisto za na koncu, kaj Ja, sam pa se da v Sloveniji ali je tudi ono prebijanje po beznicah najprej? Je, se mi zdi, da je prebijanje, ampak se mi pa zdi, da po eni strani je pa za žensko dosti lažje se prebiti, v primeru, da pač imaš ne vem, mogoče malenkost talenta. No. Ja, ker dosti te lažje, ker za tipa. Manj izbire, ne, hitro je, hvala Bogu, tako da vsaj nekje ste redke. Lahko vidimo, kako naša gospodična Kaja zgleda na velikem ekranu, mislim, videli smo že, kako gleda na velikem ekranu. Zdaj, če me en ti poprašal, rekel, kak je bilo to, a sta vidva z Jakatom, pol, kaj imela, se kaj zgodil. Sem rekel, ne smem ti povedati, ker sem zavezana k pogodbi, lahko ti namignem, ne. A veš, mislim, ampak jaz se zavedam, seks na prvem zmenku je ful pomemben. Ful je pomemben zaradi tega, ker pri meni do drugega ne opršen. Reče tako, mislim, jaz drugače prihajam iz Krškega, a mogoče veste, kaj je Krško? Nuklearna. Potem lahko že vsi takoj sklepate, da je bila moja družina od nekdaj ful posebna. Ker mi recimo, ko smo šli šolo v naravi, so tako vedno vsi ostali starši mahali tako svojim otrokom, lepo se mej, priden bod, pa glas se kaj, ne. Samo moja mati je zmer kričala za mano tako, da ne vsega denarja zapravlja, pizdamo. Kako so Slovenci, se znamo smejati? Sej, ja, absolutno. Ne povej mi, ker če ne to ta oddaja, ne bo dolgo živela, če se ne znajo. Jaz mislim, da se znamo smejati, ja. Je pa definitivno, se mi zdi, jaz, kot pač ženska v stand-upu, še vedno ugotavljam, da mogoče je malo tistega, a veš, ko prideš na oder, pa smo malo tako, malo ona je seksizma ali kaj? ženska. Misliš? Se pa da vemo, da ste ženske tudi smešne. Ja. Če ne v Sloveniji, imajo vse po svetu že dosti dobrih komičark, tako da Res je, to je mi pa imamo res. samo 2, 3, zdaj imamo 3, hvala Bogu, dok se še jaz. Lucija Čirović, recimo, vse vas je nekaj. Nekaj nas je. Čuj, kako misliš, da so moški v stand-upu, jim gre? Kaj če Ja, bi jaz vprašala mislim. Matica? recimo, Zdaj ja. sem te malo presenetil. Ja. Matic, Kokošar, Tako je. mladi prebijajoči se stand-uper, ali imamo že kakšne stare uveljavljene? Imamo nekaj, ne? Toš, pa tak dalje, pa mi smo ta Valič. nova generacija. tako da- Nova generacija. In na kaj se nova generacija skoncentrira? Kaj opazujete v Na svetu? nove probleme. Svet se zelo hitro globalizira in prihajajo zelo različni problemi, ki jih imamo samo mladi. In se treba soočati, ker Samo mladih imate, da vidimo, če imate samo mladi. stari junci ne razumejo več teh problemov, kako je prebijanje. Kak kredit se, dobiti, tako, pa tak, ja, ne, pa pa kak si stanovanje, bajto pa kupiti, pa službo, kak se ja, od pa staršev familija. Ja. Ja, pol pa ti rečem, zakaj, ko sem jaz bil tvojih let, sem se odselil pred 20. Ja, pred tvojih letih, kot prvo je bila hiša $4, pa Coca-Cola je imela kokain v sebi, tako da. Zmeraj ima kokain. Še zmeraj ga ima nekaj, ne, zato jo pijemo. Dragi hec. Ja, super, daj poglejmo še od Matica. No, kolegi, pridite zraven zdaj, da boste videli, ne? A vidite? Tule se je vnetje razširilo po celotni površini in kaj sta posledica vnetja? Rdečica pa izcedek. Tako je. Eno vprašanje, kaj pa tole levo zgore, kaj pa to? To pa zanimivo vprašanje, kolega, to pa ni posledica vnetja. Tole pa je eno materino znamenje, ki ga ima gospodična verjetno že od rojstva, ne da? Ja. Sanja,
Sanja z Rožne, valjda! Sorry, kad te nisem prej prepoznal, si nisem zapomnil tvojega obraza. Živijo, Tadej, dober tek. Samo, ne, to je bistvo dobrega humorja, da ni daleč od resnice, ne, ker danes se že vsak 37 študentov učijo, ne. Po francosko, ne po angleško. To ni nikoli dobro, ko ležiš v bolniški postelji, pa pri oni pridite to pogledat. Vsi morate pri tega pogledati. Čakaj malo, kaj te imam pikola, da me morajo vsi gledati, ne. Kak si prišel na to idejo, recimo, da se ukvarja z malo življenjskim humorjem? Mislim, to je pač sama potreba po temu, da pač se izražaš in smo prišli pač... Boljše se te na Posluha humoren nimam, način, kitara je težko igrati, tako da ful lažje govoriti. Klavir je težko. Ja. To, vse je težko, vse se je treba naučiti. Super, evo, spoznali smo naše goste in čas je, da predamo malo besedo Svetlani, ki nam bo povedala, kaj bomo delali zdaj. Ja, zdaj pa je čas za prvo igro. In prva igra nikoli nisem. Jaz vam povem, če ga nikdar nisem naredila, vi pa napišite svoje odgovore sem ali nisem na tablici. Poznamo? Never have I ever. Ja, naši To je bilo tudi na ameriški... YouTubeu nekaj časa zelo popularen. Ja, to imajo, to so vsi talk show. Svetlana, ne bi je še? Ja, vsi A dobite lahko tablico. še enkrat poveš to, kaj počas? Igra je nikoli nisem. Jaz povem, če ga nikdar nisem naredila, vi pa napišite sem ali nisem. Okay. Aha, Svetlana bo dala eno trditev, česar ni. Pojasnilo. Nikoli se nisem lepo nasmejala Tinetu, recimo, ali kaj takega, ne? Nikoli. Saj si se, tu Nikoli pa tam reči se mi še nikoli. nasmejiš malo, če ne pozabim besedila. Pa gremo na prvo vprašanje, da In vidimo. prva trditev, nikoli nisem delala kot natakarka. Nikoli In nisi če bila ste natakarca. delali, pišite sam, če niste, pišite nisem. Smo bili kdaj natakari. Jaz sem bil in to v več državah celo, ker vem, da sem šel pri 14 v London, pa sem stal 3 mesece doli, ker sem si službo našel. Tako da je to eno delo, ki po moje se mi zdi, ki ga mora vsak spoznati v svoji mladosti. Prosim, da vidimo. Daniel? No, nisi bil, nikoli. Zakaj pa? Ja, ne, ti nisi rabo, ne, kdaj si? Ja, špilam Koliko celo si bil življenje. takrat star, ko si res uspel? Ja, špilam od svojih 6. leta. Non-stop. Pol pa res nekak nisi rabo. Mi smo si pa morali to, Ja, da tako, sezonska ker mi dela. kdo pride tako v goste, pa seveda. Ja, si gostoljuben človek, si? Tako je. To ja. Eva, To ti? nadoknadim zato, ker nisem konobaril. Ja, ne, te pa jim doma damo, se pa boljše. Eva si, ne? Tako sem si v bistvu tudi odplačala prvo leto študija. Za tebe je verjetno malo drugače, ko si natakarca, Bravo, kot pa bravo. za mene, ne? Ker ti na pitnin si najbrž dobila nekaj, ne? Meni niso tako dali. Pa tudi ne toliko. Ni take Tako, ne, razlike zato, med ker lepo sem- žensko pa navadnim moškim, recimo, da ponavadi več dajemo. Veš kaj, zanimivo bi bilo probati v kakšnem nočnem lokalu, kako jaz sem Aha. delala v taki slaščičarni, ki je bil v bistvu A ja, tak tamle lokalček, kjer so šli na hiter na kavo, pa potem v službo. Ne? Ja, to pa je težko Ja. postijo, 6 evrov, ja. Ja, Ampak imaš pa to izkušnjo. to Imam je všeč. izkušnjo, v bistvu se strinjam, da ti zelo pomaga, znaš se potem obrniti, goste spoznaš, karaktere, tako da dobra taka No, lepo šola vej, za ker moj 211, tako da življenje. počasi jo tam morali začeti služiti svoj Ampak denar. moram se samo nadovezati, Brian Adams je recimo sve svoje komade v resnici napisal, kad je konobario, ne. Res? Tako je začel, ne. Takrat kot je imel konobar. motivacijo. Ja, zdaj se tudi premišljuje, da začne konobariti po starem. Mislim, da Brian je vseeno imel dovolj, že če ne drugega mu royalty hodijo toliko, koliko jaz v življenju ne zaslužil vsak Ja, Ed mesec. Sheeran bo na koncu moral zdaj konobariti, so ga Ed se je lepo opeharali raztegnil, za ja. avtorske tantijeme, jer se pokradil vse komade. Ja, vsi so vsi isti, samo vsi so dobri. Vidva sta, ne, valjda, ne, stand-uperi smo morali biti kelneri tudi. Smo mogli. Se je kdaj zgodilo, da sta bila istočasno na odru, pa potem za odrom? Tudi? Ne, hvala Tak pa Bogu ne, ne, hvala to Bogu. Tako pa daleč Bogu pa še ne. nismo v Sloveniji. ja. Zakaj, hvala Matic, Bogu? ti si bil? Ja, itak, samo jaz sem v takih barih delal, da ni bilo lih največ. A si bil v onih hudih? Si bil tudi v bacač še zraven, kot si bil kelner? Tudi kdaj, ampak ponovadi res ni bilo, kako bi rekel, velikega cenika, tako da je bilo bolj osnovna živila. Bolj minimalno. Ja. Pošteno. Dobro, Gremo gremo dalje. na naslednjo. Nikoli še nisem tuširala za osebo nasprotnega spola. Smo bili Kaj kdaj nisem? pod... Nikoli nisem bila pod tušem z osebo nasprotnega spola. Smo se kdaj tuširali v dvoje in probali kaj To. narediti. Jaz vam povem, ne idite pod tuš. Bilo kaj delajte, sami idite pod tuš kot prvo, ker samo ubijete se lahko na koncu. Matic,
Sem. Si, je bilo to kot to so oldtimeri. To so oldtimeri, nikoli nič. Mene bolj zdaj zanima, če sem. Izključno, to je moj prostor. Je bilo to, ko si bil dvoleten otrok za sestro, ali je bilo, ko si bil 20-leten mladenič? Že polnoleten, ja. Že polnoleten, pa je bilo samo umivanje, ali je bila sila prilike, recimo ste bili na kempu, ali sta se odločila? To je bila odločitev, ja. Tako. Pa je bila zeznuta odločitev, priznaj mi, ali sta vama je ratalo? Mislim, ja, temperatura vode je bila taka, da... Ni ta vodič, najprej se moraš skrivati v kotu, da si talec oni mrzli vodi, počakaj še malo, ne sme mi zdaj gor past mrzla voda. No, super. Ti tudi? Je za ženske kaj lažje? Ker moški moramo hudo ravnotežje loviti, vi se samo naštimate. Mislim, ja, včasih je treba šparati z vodo. Ja, to je še iz časov, ko sem se preživljala kot natakarca, recimo. No, evo, viš, si dveh vprašanj združila ven. Daniel, ti pa stara šola? Sam greš po tuš? Ne, to je moj intimen prostor in mislim, da tudi to vredi za drugoga, ne. Ti pojš, ne? Mislim, ne ukvarjam se s tem, da bi nekome išel v takav prostor, mislim, da je to dovoljno intimen prostor. Je. Ampak nisem čak niti razmišljal o tome, to mi zdaj prvič dodal ideju. Zdaj pa boš malo razmišljal, zdaj naprej. Enkrat bom mogoče probal v tem življenju, nikoli ne veš. Več ne, raje še povem ti. A si ti poskusil? Ja, sem gladko 4-krat padel po tleh in pol smo rekli, čuj, stuširaj se ti, pa se mi pa kaj si delal, da si 4-krat padel? Veš, ne, malo drsiko, ne. A si je držal v naročju? Koritem loviš, ne. Če si je držal na rokah, pa potem se ve, da če padne. Eva, si Se pridružujem odgovore, je bilo treba šparati in sva združila na hiter, da smo imeli še vijugi, redukcije, elektrike pa vode in je treba malo prešparati. Pa je vsaj uspelo ali je šel kaki? Oba sva šla stuširana, tako da... Odlično! Namiljena, tako da je. Kaj ste sploh delali? Treba je šparati v študentskem času. Tako hiter pod vodo oba, ne. 4 litre na ut, to je največ, kaj lahko. Super, evo, vsi smo, dajde, še eno imamo. Ja, lahko bi šli na tretjo, ampak Monika kaže tle. Ne, najprej še eno vprašanje, pol pa reklame, ker zdaj prej mi je rekla, pol bilo 7 minut še. Nikoli nisem lagala, koliko sem stara. Smo kdaj lagali o letih. Jaz prvih 30 nisem. Lepa odgovor skozi ponavlja. Če sem se kaj naučil v mojih 32 letih na tem svetu, da je čisto okej lagati o svojih letih. Tak, da ni problema. Daniel, ti tak nisi mogel, ne? Za tebe so tak vedno od začetka že vedeli, koliko si star, ki živiš, koliko si veliki. Ja nikoli ne skrivam, vsi moji kolegi ponavadi 10 let manje kažejo, ne. Ja, ti si tako imel Wikipedijo, verjetno, tako da noben je lahko samo tam pogledal. Wikipedija vse piše, pa i kad se recimo nekaj registriram na internetu, to Daniel Popović, vse točne, datum rojstva, vse napišem. Vse imamo, vse. Kažem, ti vse napišeš, pa nije potrebno, daj si neko drugo ime, ne, nočem. Zakaj? Eva, si lagal? Res, ti si morala lagati, zakaj? Ponavadi o petkih zvečer. Sam ti si morala navzgor lagati, verjetno, ne? Tako, jaz imam srečo, imam še 3 sestre in tista, ki je bila takrat doma, se je pa odločila, da ne gre ven, smo si zamenjali osebno. 3 sestre, mlajše, starejše? Vse starejše. Ste si podobne? Smo pa zelo skupaj, pa smo si tudi podobne. To malo ne fair, da ima ena družina 4 take lepe sestre, ali kaj dajte še drugim, nekaj? Ja, bilo je definitivno uporabno, veš, pa sem osebne malo menjala in lahko šla v klub. Bogijata, to ti je moral široko okoli hoditi, ne? Jožeš Marička. Tako da ja, itak, to je bila klasika, se mi zdi, da... Vsi, Eva Matic tudi, Eva? Svetlana, spomni me vprašanje. Ti si lagali za svojo starost. Aha, si reši, zakaj si morala? Seveda, ti si tudi navzgor, ne? Kam si hodila? Ja, navzgor, ja, valjda, v kakšen klub, recimo. Imamo še kako kartanje v Sloveniji, ker meni nikoli niso spustili, mislim, da mi je rekli, da ne, razen če sem bil preveč pijan zaradi let. Me še nikoli niso zavrnili. Moraš pokazati, recimo 18 let plus in potem moraš pokazati. In so varnostnike strogi ne spusti, če ne vidiš. Se je zakon to, ne? Mi smo takrat tudi imeli ta zakon, samo sem brižal, da sem rekel pir. Za alkohol, za cigarete. Ni bilo problema, dosti, jaz šel vse, pa me noben ni vprašal. Ti si 14, dobro, tu imaš, moš Marlboro. Mi bi trebali lagati, da smo mlajši, a oni da so starejši. Točno tako in to tudi bomo delali, kaj se to pravi? 32. To mi se pa sploh ne zdi prav. To je do 18, pa se pa
vrne, veš. A se vrne nazaj. Ja. Matic, ti še lažeš navzgor ali navzdol? Jaz sem včasih navzgor lagal, ja. Ja, Samo sem imel srečo. Zaradi žensk ali zaradi dela? Bolj zaradi v trgovini za alkohol, tako da. Aha, ampak imaš taki babyface, ne? Ne vem, te zdaj vprašal, koliko si star, čeprav imaš brado, ampak imaš ali simpatičen. 24, ampak ko sem imel 16, hvala Bogu, sem imel že brado, tako da. So ti rasli, ker eni nikak ne morajo to, da bi jim kaj zraslo, najbolj pa hodijo z enim puhom okoli, ne, gleme, tu mi nekaj raste. Jaz sem bil prvi v 8. razredu, ker sem imel ljubavni tepih. Že z ljubavnega si skoro. Osnovna šola hodila to gledati. Tvoji hormoni niso kaj tak, nič si pod tušem že bil. Kaj to pomeni ljubavni tepih? Ljubavni tepih, dlake na prsi. A ja. In jaz ga imam tudi trenutno, ker se že treba pokazati. Ne treba. A ja, reklame. No, prosti. In ker je Svetlana prej rekla reklame, bodo reklame zdaj. Ne bo jih. Lepo sva Manco presenetila z ovimi reklamami, a? Ker bori se z nama. Dobro, še imamo dve trditve. Nikoli nisem pobegnila iz lokala, da ne bi plačala račun. Aha, Dine and Dash. Smo kdaj šli na kakšno kosilo ali večerjo in ugotovili, da smo naročili Don Perignon. Da nisem plačala. Ja. Da si šel, pojedel pa šel. Ali pa popil pa šel. Jaz moram reči, da sem to kar nekajkrat naredil, ampak vedno, ko sem to naredil, je bilo zato, ker sem predtem 3-krat kelnerju rekel, če lahko, prosim, lepo plačam, pa me ni. Potem pa sem šel. Ja, res, ker... Ja, ampak Baje v včasih Nemčiji je ta zakon, ne? da lahko žuraš, pa kar pozabiš, pa greš, ne? No, tako se še ni, jaz sem vedno vedel, da sem pozabil plačati, ko sem pozabil. Matic, si bil kaj? Ne pošten? Nikoli. Slovenija je zdaj težko, ne? Včasih se je dalo Lej, pobegniti. kak so vsi pošteni, vsi nikoli. Vsi, Kot da ste se zmenili, gledaj to. Ja, nikoli. Ja, on nikoli, ja, vas dve nisem. Samo res, ja, vsi imate nekaj izraze. Ampak jaz priznam pa, da sem hotla že, Kaj je bilo? ampak sem bila preveč strahopetna, da bi to naredila. Kaj je bilo, povej, zakaj? Ker te niso upoštevali? Za račun ti ga ne prinese, čakaš, se ti že naprej mudi, ampak pa namesto, da bi šla, sem šla do šanka in pol pač poravnala. Ne, se to si vsi rečem, zdaj tem pa po, ampak Ja, ga vedno ja. počakamo, ne, gospod. Si res sploh šla na Se jaz razumem naslovnico kelnerje, pa vse časopisov. težko delo in sem vedno vljuben, pa vse. Edino česa ne prinesem, ko tako 3-krat rečeš, gospod, ne, gospa, pol pa ko 6-tič rečeš, gospa, saj sem čula. Ja. Namigni mi, da si čula, da ne bi 6-krat rekel gospa, ne, pa sva čisto v redu. Super, Daniel, ti nisi rabo, ne, nekak tebe se tako vedno Ne, časti. nekaj mislim, ovo, nikoli nisem, lahko bi bil prime, pa ime. Ja, ne, Nikola nisem. Ne, mislim, nisem imel potrebe, res. Ne. Zmeri mi plačajo drugi, tako da. No, prosim, lepo, Kjerkoli dajte še pridem, mene malo recimo, če nekam pridem, vabiti. recimo, prišel sem v Skopje, ne, pa jedan me tako peljal okoli, ne, pa je ne kupoval garderobe, vsega živog vraga. Jaz sem rekel, pa kaj ne rabim, ti si moj gost. Ti Obleke, pa nič to ne so plačaš. gosti. Jaz sem rekel, ja, pridem jutri. Da si moram roko lomi, da mi Coca-Colo plačajo. Pogosto se zgodi, res se pogosto zgodi. Dajmo Upam, da še bomo eno. nekje. Moje je bilo, Le brez spet, skrbi. ja. Zadnje. Nikoli nisem pošiljala sporočila, ko vozim avto. Tekstamo in vozimo, kdaj? Med To, kar vožnjo. napišite, ja, ker vemo, da smo vsi, ampak najbrž zdaj že malo pazimo. Jaz sem že ugotovil, da mi kar vzame lepo pozornost to Ja. zadnja leta. Ni fajn to več. tak. Lepo, da priznaš. Daniel, ti si... Kaj je ful nevarno, ne? Eva, ti si verjetno, zdaj meni toto tekstanje ne, tako hitro gre, ampak ti, ko si vloge, verjetno imaš to čišičum, ne, tako da Moram si lahko reči, da privoščiš. preden so bili ti pametni telefoni, je bilo to veliko lažje, tudi v šoli se klopijo dopisovati, točno si imel naštudirane črke. Zdaj pa, če hočeš na pamet, da ne gledaš v ekran, je pa vse narobe napisan. Ja, včasih ni bilo tako lahko, včasih, če si hotel si moral 4-krat ono sedemko stisniti, tako da ne se špilati. Ali Potem še, je že no. Najhujše je bilo po zimi, ko te je zebal, si imel Ja. cele zmrznjene prste, pa si se trudil Jaz sem hvala Bogu vedno napisati. kadil, tako da sem se s faracajkom grel. Nisi, to si zdaj tako ono pošteno, ker mama gleda televizijo. Ne, nisem, ker ne vozim avta. Tako. Nimaš avta ali nimaš izpita? Nimam izpita. Ja, pa to je zdaj že kar nihče se ne spravi, ne? Včasih smo vedeli, pri 18-ih prva stvar, kaj je izpit, zdaj pa nekako... Odlašam, imam Odlašate, ne? strahu, ja. Zdaj mi bojo Odlašate zaradi CPP časa ali je predrago potekle. ratalo? Jaz imam malo strahu pred vožnjo, iskreno. Ne se kar mejo. Boljše je, da imaš malo strahu, kot da ga nimaš, ker ko gledam včasih te nove BMW-je, kako šibajo tam mimo prehodov za pešce, ti bi še lahko 4 leta počakal na avto. Matic si. Se je ti kaj zgodilo zaradi tega? Ne, hvala Bogu, ne. Ne? Pa to je oni samo hitri ali pišeš roman tam? Pa... Ne, to je zelo na hitro, ampak
gre pa res. Pišem roman, ampak pišem roman. Se zbi, sam pol se vedno oni, pa zakaj teksta s med vožnjo, pa sem ti rekla, da ne teksta med vožnjo, pa to je bila oseba, kaj si povozil, pa tak bej. To je bilo to? Odlično. Mislim, da je čas za drugo igrico, ali kaj? Ali imamo predih? Zdaj pa bomo upoštevali predih. Spet smo mamico za. Odlično, spet smo se vrnili in ravno pravi čas za našo drugo igro. In druga igra je vice. Vsak od vas pove eden ali pa dva vica, ostali pa ocenjujete od 1 do 10 in pišite na tabli. Od 1 do 10. Dobro, jaz ponavadi začnem. Zdaj tokrat bom dva povedal, ker sta mi tako lušna, ker sta sicer o takem bogem Janesku, ko ni poznal ljubezni, pa mu reče, v šoli so dobili nalogo, da morajo napisati sestavek z naslovom Samo ena je mama. In Janezek je napisal sestavek, zadnjič sem prišel domov iz šole. Šel sem v spalnico, kjer je mama ležala z nekim neznancem. Rekla mi je, prinesi nama 2 pivi. Šel sem do hladilnika, odprl in rekel, samo ena je, mama. Kaj pa, ko je moral uporabiti besedo ananas v stavku? Pa je napisal, a ti je prišel zadnjič domov pijan, mamico je niti pogledal ni, a na nas je čisto pozabil. Ampak ne, pazite, da ne od takih staršev. Radi imejte otroke. Kdo prvi? Kdo prvi? Si tjaka, že. Matic, gremo na profiče. Čeprav stand-up ni pripovedovanje vicev, ampak zdaj boš povedal en vic. En vic, bila sta dva gozdarja, foter pa sin, mama je umrla in en dan se sin po nesreči predstavlja v bolnici. Srečna družina. Ja, in pride sestra do njega pa vpraša, joj, vi dva, ki sta brez mame, kdo vama pa kuha? Pa reče, foter, sam letos ne bo, zato ker ni sadja. Auč. Ocene, gremo. Do 10. Za prvega, od 1 do 10. Zbiramo najboljše in tisti, ki je drugi, pa se ne že kar pripravi. Tebe, Tine, ali? Ne, Matica. Od koliko? Od 1 do 10. Ampak daj izpričaj še enkrat. Daj Boga še enkrat. Ampak prehitro govoriš, veš, prehitro govoriš. Gozdarja sta bila, foter pa sin. Mame ni bilo več, kaj pokojna in sin se poškoduje, pristane v bolnici. In sestra pride do njega in ga vpraša, joj, kdo vam pa kuha doma, če pač nimate mame? In reče, oče, ampak letos ni sadja, zato ne kuha. Ker pač... Nisi najbolj razumel več. Ja, za žganje, šnopc. Moški ne kuhamo drugega kot slive. Ja, za Slovenci, joj. Kako kaže ono? No, dajmo pokazati, to je foter iz mojega vica tudi, ne? Ok, dobar je, ne, moram reči. Ja, Tanja. V biti, ne, samo... 7 od 10. To je vic za razmišljanje. Super, zdaj pa gremo na Evo. Daniel 9, 7 in 8. Odlično. Eva, ti si na vrsti. Jaz sem tudi 2, bom najprej ta kratkega povedala, zato ker... Najprej začnemo s ta kratkimi, dolgi so zašparamo. Ima tako eno smešno zgodovino, recimo. Spomnim se nekje 10-15 let nazaj je imela Rebeka Dremelj svojo oddajo. Vem, da je takrat prišlo do nekega zapleta, nek gost je odpovedal in je rekla, dajte tiskavi vic, naj mi zdaj popestri dan, je bila žalostna in naj me pokliče, pa naj si bomo vice govorili. Dobro se je znašla, Rebeka. In sem jaz poklicala in sem rekla, Rebeka, a veš, kako sta Adam in Eva dobila imene? Pa prav ne vem. In sta se sprehajala vsak na svojem koncu in Adam zagleda Evo in reče, Evo, ne? Pa Eva zagleda Adama pa reče, Adam. Lepo smo šli v raj notri. Ajde, gremo ocene. Ja bom dal 10, zato ker bom ja tudi isti vic, ampak drugačno povedal. Tako sta že imela Eva pa Adam, ono, ko je prišel njega, pa mu je vsake dan rebra štela, če je še drugo ženska, ki na svetu, ali kak je bilo. Ocene? 10, 8, 8. Eva je prevzela vodstvo, Matic gladko. Že zaradi videza, najbrž malo Daniel 10 ketala hitro. Pravilno. Daniel, zdaj si pa ti na vrsti. Ja bom še hitro tale isti povedal, ne. Rajski vrt, dakle začetek življenja vseh nas na toj lepoj planeti in tako naprej. Vsi smo zarobljenici te planete in na tej planeti v rajskem vrtu so samo Eva in Adam. In Eva zdaj gore seveda se popela pa bere tu jabuko, pa pride spodaj, kak so goli seveda v rajskom vrtu. Pa pride spodaj Adam pod drevom, pa je gleda, kaže, Eva.
Ona, Adam, Daj mi mistika moj. to je isti, Ja, ampak se, ampak drugače. zdaj smo ga dobro razumeli. Ampak- Drugače obrnen, okej. Ja, ko bi vsaj. Ampak to je variacija na temu. Druga Druga variacija. Ajde, daj pa Mislim, še malo, da dolgega, ste me Eva. dogradili. Ajde. Da združimo pol Čakaj, ocene? A ocene za Ne, Dan? mene se Ne, ne to ni bil ocenjuje. Danielov, ta je bil samo na Evo, ne? Daniel, Ja. ti imaš svojega ali je bil ta tvoj? Kje pa mi je To je padlo? bil njegov. To je bil njegov. Je bil njegov, si ziher, ali še imaš kakega? Druga Imam stvar, veš? še enega. No, na enega še, Daniel, ajde. Imam še enega, ne ocenjujte prej. Ja, najprej, potem počakajte. Jaz znam samo te proste vice. V Ja, resnici, take rabimo. ali so ful papreni, ne? Bolj so, pa so malo dolgi, no, pa moram skrajšati. Vic je. Recimo, ampak bom svojo zgodbo povedal. Peljem se Dodge vanom na slovensku meju. In zdaj moraš imati odprta okna noter, ne? To je en veliki furgon, no. Imaš noter vse živo, ne, tako naprej. Ampak moraš odpreti, da vidi, kaj je noter, da niso migranti tako, ne. Pa mi Slovenac kaže, ne, pa ti, Daniel, to imaš noter, ne, spalnico, ne. Ne, pardon, pisarno je rekel, pa pisarno. Ja, kažem, ja, pisarno imam, ne, noter. Pa pridem na hrvaško mejo, pa mi kaže Hrvat, ne, hrvatski policaj, kaže, pa ti, Daniel, noter imaš, kaže, spalnico. Ja kažem, vidiš, Slovenci misle na delo, a Hrvati samo na seks. Lepo si združil, To je to mi je anegdota, všeč, to je resnična anegdota. To je zgodba, ampak resnična. čisto resna. Ampak znam tudi te ful težke vice. Ja. Koji su- Nisu za javnost. Ajde, združene ocene. Niso za Lepo si javnost. šel. Ko je zmagal, vsi vidim. 10 za Sam zdaj. sebe ne smijem oceniti. Ne, sebe ne. 10, 8, Sram te 9. bilo, ja sam tebi dao 10. Zdaj pa blizu bi je. vzel Vrno nazad. Ja, borita se za Zdaj bom zmago, dal borita pet. se za Ampak zmago, bi zato ti je zbiral dala bi vzel malo. Blogerka vodstvo. hoće zmagati. Brava, Še en brava. vic nam ostal. Kaja, ne, kdo je bil, kdo še? Ja. Kaja. Jaz sem enega kratkega, pa enega malo daljšega. sladkega. Ja, To tale je ta lepo, kratki. da imaš drugega. Ja, res Povej, je. povej. Tale ta kratki mi je zelo ljub in sicer pride muja domov, ful pijan in proba odpreti vrata in pride fata in reče, pa šta radiš to mujo? Pa reče on, pa pokušam odključati vrata. Pa prav fata, s cigarom? Pa prav on, fato, ako je ovo cigara, onda sam ja popušio ključ. Bogi, moja. Bogi. Dobri Vedno su nas- vicevi bosanski su super. Ma ja, seveda, najboljši Najbolji. dalje. Ajde, ocene za Mujota. Zmeri se O, Daniel, sprašujem, tala kdo pa desetka. ih smisli, ampak tako pridejo iz No, anegdot. ta vic zdaj zmagal O, ta vic je zmagal, bravo, bravo. in lahko gremo na naslednjo igro. Je že cajt za njo? Te pa gremo. In to je recitacija. Najprej. In zdaj recitacija, gladko In smo zdaj pa je predali zamudila. recitacija. Imamo dva komada, kateri smo prevedli z Google prevajalnikom v angleščino in nazaj v slovenščino. In zdaj pa vi recitirate in dve ekipe uganjate. Vemo, besedilo pesmi, znane slovenske pesmi, smo dali z Google prevajalnikom v angleščino in tisti tekst nazaj v slovenščino. Zdaj pa ta zmedeni tekst je treba ugotoviti, kateri pesmi Gremo z leve pripada. strani začnemo. Z leve Ta je strani prva začneva. ekipa. Dobro. Dobro. Eva, vidva zdaj poslušata in probata uganiti. Okay. Daniel, ne zdaj, brat, odloži. Odloži dol. Moraš Kar recitirati. začnite. Probajte uganiti, katera pesem. Ja, vem. Bo vsak ena kitica. Ja, vsak eno kitico. No, ajde. začela. Kar naglasno lepo. Neko noč ste me prosili za vožnjo. Odprite podložko in poglejte čez nos. Bil si pijan in bil sem pijan. Šli smo na zmenek za naslednji dan. Zaljubili ste se in zaljubili ste se. Tepo sem te in pustiš. Vsako noč pijemo pivo, z roko v roki se sprehodil do Zizibara. Smo že pri refrenu? Fiki, ti si tako delaven človek, Franc, daj mi 2 pivi. Nenadoma me je preletelo vse veselje, vedel je, da ti pije še en pečat, vzel sem te za Gledalci, šinjo Eva. in so mi rekli, veste kaj, nisi bil edini, ki me je sesal. Za eno vrstico, ki ste jo imeli, ti si nor na svoji misli, verjeli ste, da bo vse tako, kot je, ste imeli v mislih samo eno črtico. Je dala zadnja beseda, kaj? Samo za eno črtico sem te imel. Jaz sem že besedo.
Črtica, kdo poje že črtico? Mi dva. Mi dva, črtica. Za eno samo črtico sem te Zdaj imel. vidimo, če oni bojo uganjali. Končno smo našli pesmi, Ja? ko jih ne uganejo. Tako, zdaj sta pa vidva na vrsti, zdaj pa vidva ugibata. Boš ti bravo. Okay. Moškim je vse eno, če ste XXL, imaš prav, hudiča. In ni pomembno, ali si majhen, vendar bom pogledal vate. Vseeno mi je, če nosiš B, čeprav sem bolj za CDE. Angleščina zame ni pogoj, francoskega znanja je dovolj. Veš ti? Dobro? Otle. Žal mi je, da te vidim. Zdaj sem jo pogledal. Parlez-vous français? Lepo si mu dala istočnico. Žal mi je, da te vidim, ne. Voulez-vous coucher avec moi? Moja mama je francoskinja, pa znam govoriti i izgovarati. Vseeno mi je, če znate kuhati, pokaži mi masažu stopal, vse od glave do pet ovladate grško-rimski slog. Tebe prepuščam zadnji. Nič ne zastopim. Kje pa ste to najdli? To smo prevajali z Googlom. Veš, kak je refren drugače? Google vam je slab. Veta? Približen. No, Sem dej, vem, kje je daj, zadnji, do sem konca. se naslonil naslova. Vsakič, ko te pogledam, vse vidim čez obleko in če tudi je obtičena zgoraj, vidim tvoj pogled na svet. Niti ena beseda me ne. Vem, kjer komad je, samo ne vem naslova. Veš, zakaj? Kak refren prvo besedo refrena preveri, prvo vrstico. Žal mi je, da te vidim. Žal mi je, da te vidim, je Google prevedel iz mežema. Mežema, da bi te. Društvo mrtvih pesnikov, Ja. mežema, da bi te. Pomočjo vratilo, ne? Aha, pomoč mora biti, ampak ugotovili so vsaj eno. Kaj si rekel? Voulez-vous coucher avec moi? To smo vsi moški vedeli do 12 letih že, na ne? njezinom albumu Nemirna kri. Tudi taj stavek ima v tem komadu Nemirna kri. Ma, nemirni kri? Sandy. Dobro, Ni samo samo društvo mrtvih pesnikov. Se verjetno je že kdo ta stavek uporabil, mežema, da bi te. Pa ni samo oni. Vsi bi rad, ne? Pa jim ne gre nekaj. Uporabljali taj stavek pogosto. Samo ne moreš ko iti pa reči, ne? Čeprav če probaš, Sploh se ne nisem zgodi slišal kaj za dobro. taj komad. Ti si slišal za taj komad? Ajde, Ne poznam. midva bova še zdaj dala dve vprašanji iz takih splošnih. Ampak najprej predah. Najprej en predašček. Evo, pa smo nazaj in naši gostje današnji so bili tako zabavni, da bomo morali te bombončke naše prihraniti za naslednjo igro, ker mislim, da je čas že za... Za zmagovalen vic. In Točno pa- to. Kdo je bil? in me- Svetlana, ti si Ja, seštevala. dajmo uganiti, kdo je bil? Jaz Ajde, rečem, ugani. Daniel, Ne, dajmo, še enkrat. Kaja. Je. Se snema, Kaja pove svoj zmagovalni Bravo. vic na kamero. Ajde, Aha. Kaja, v kamero, kjero? 1, 2, Monika. Katera ti kaže. prežgana? Monika, gled, Aha. tam ja. Je prišel Mujo domov ful pijan in je probal odpreti vrata. In je odprla vrata fata in rekel, Mujo, šta radiš ovo? Pa prav Mujo, pa pokušam odključati vrata. Pa prav fata, pa odključavaš vrata s cigarom. Pa prav Mujo, fato, ako je ovo cigara, onda sam ja popušio ključ. Me, Mujo ga je opet malo najebo. Mislim, nasrkal, ne? Je. Ali najebo ga je Mujo, znamo svi to. Hvala lepa, da ste bili z nami. Vikend se je komaj dobro začel. Hvala vsem našim gostom. In se vidimo Hvala spet vsem. v petek ali Pozdrav soboto. Čau, čau, daj še malo goste, pokažimo, ne Adijo. za mene.